Dragi ljubitelji dobrih zgodb, lepo pozdravljeni. Danes bomo prebrali tisto z naslovom Izgubljeni čevelj, ki jo je napisala Eva Markovič. Moja glava je hecna. Včasih grem iskat čelko, ki jo bom potrebovala na skavtih. Pridem v vežo, stojim pred omaro, kjer imamo pospravljeno vso mogočo šaro in se sprašujem, zakaj sem tam. Pojma nimam. Nazadnje se spomnim, da sem lačna in se grem v kuhinjo pripraviti sendvič. Tudi Matejevi možgani delujejo čudno. Prepričan je, da bodo težave izginile, če se bo pretvarjal, da jih ni. Kup umazanega perila pod njegovo posteljo spominja na starodavno mumijo, prekrito s prahom. Ampak namesto, da bi jo obleke vrgel v pranje, Matej rajši gleda pod posteljo. Njegova taktika bo morda postala učinkovita. Čez 200 let pod njegovo posteljo res ne bo več oblačil, ampak samo še kompost. Najbolj nenavadno pa delujejo Janijevi možgani. Jani ima sposobnost, da stvari razume drugače od drugih. Če mama pogleda skozi okno in reče, kako danes žge, se na vrt odpravi z gasilskim aparatom. Če sliši, da padajo ušpičene prekle, teče ven s sekiro. Ko pri maši molimo veroizpoved in pridemo do dela, verujem v svetega duha, Gospoda, ki jo oživlja, na glas vpraša, kje sedi Gospod, ki ga je oživil duh. Skratka, njegovi možgani delujejo čisto po svoje. Ponavadi je sitno, ker svet vidimo vsak drugače. Kdaj zna biti pa tudi koristno. Recimo zadnjič, ko smo šli vsi skupaj na izlet. Obuli smo pohodnje čevlje in vzeli nahrbtnike z malico. Jani je vso pot nabiral palice, zato je bil kmalu podoben premikajoči se grmadi. Ati je v nosilki nosil Vito, ki se je zvijala in pritoževala. Vzemi jo ven, a ne vidiš, da se hoče plaziti, predlaga Matiju. Potem ne bomo nikoli prišli do koče, me zavrne Ati. Saj veš, da je Vita počasna. Ni bolj počasna od Janija, zagodrnja Matej in pokaže daleč nazaj, kjer se po poti maje kup palic na 2 nogah. Mama ga prepričuje, naj se znebi bremena, vendar je Jani neomajen. To so moje pohodne palice, zatrjuje. Brez gojzarjev in pohodnih palic ne grem v hribe. Takrat opazim, da ima Vita na nogah samo en čeveljček. Ona seveda nima gojzarjev, ampak mehke čeveljčke za malčke. Joj, le kje smo ga izgubili? Vsi se oziramo naokrog, medtem ko nam Vita vsa nasmejana kaže, kako si je sezula čeveljček in ga vrgla v grmovje. Očitno tudi Vitini možgani delujejo po svoje. Vrnili se bomo po poti in dobro gledali vse smeri, odloči Ati. Čevelj bomo že našli, gotovo ga ni nihče vzel. Odpravimo se nazaj in napenjamo oči. Jaz ustavim vsakega pohodnika in ga vprašam, ali je opazil kakšen vijoličen čeveljček. Matej si odreže debelo leskovko in z njo preiskuje grmovje ob poti. Jani prenaša s sabo kup pohodnih palic, zaradi katerih ničesar ne vidi. Mama pa moli k svetemu Antonu Padovanskemu, naj nam pomaga najti ta presneti čevelj. Nazadnje se nam le nasmehne sreča. Po dolgi vrsti ljudi, ki odkimavajo, starejša gospa vzklikne. Joj, mislim, da vem, kje je. Moj Frido je nosil okoli nekaj vijoličnega, tja v grmovje. Res mi je žal, nisem vedela, da gre za čevelj, se nam opravičuje. Matej se z leskovko takoj požene v goščavo, ostali pa za njim. Brskamo in iščemo, vendar brez uspeha. Ko že skoraj obupamo, se iz zakupa palic oglasi Janijev glas. Sveti Anton Padovanski ga je skril semle. Ko pritečemo, zagledamo Vitin čeveljček, ki tiči med koreninami razvejanega drevesa. Nimam pojma, kako ga je Jani opazil.
Morda mu ga je res pokazal sveti Anton. Jani se dobro razume s svetniki. Bravo, odlično ste se odrezali, nas pohvali ati. Res smo dobro združili moči. Matejeva leskovka, moj namazani jezik, pa še Janijeve zveze s svetim Antonom. Zmagovalna kombinacija.